Pozdravljeni. Na vrsto je prišel letos že 45. komentar novic. Poglejmo si skupaj, kot ponavadi, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot ponavadi nas tudi danes čakajo 4 različne teme. In vkolikor vas zanima, kaj pišem v citiranih člankih, imate bližnjico do originalov, navedeno v samem opisu. Kot že tolikokrat poprej. Slika v barvah omenim, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni pogled, moj komentar, moje mnenje. Tako obnovili smo prav na hitro pravila našega današnjega prispevka, zato se kar takoj lahko lotimo prve današnje teme. Pri ekipi Williams se obetajo spremembe. Tako smo lahko prebrali, na primer na uradni spletni strani Formule 1 F1.com 3.11. Spremembe se bodo dotaknile, na primer, grafične podobe te znamenite ekipe. Vračamo se malce k tistemu izvornemu logotipu, kjer vidimo dvojno črko V, ki je res podobna onim, ki si jo je izbral Frank Williams daljnega leta 1977. Ta logotip je vztrajal približno do sezone 2014. Sprememba se bo dotaknila tudi samega imena ekipe, ki se zopet vrača praktično k svojim koreninam. Ampak mnogi navdušenci verjetno se bodo spraševali, kakšen je pomen te operacije nostalgija. Zavedati se moramo nekega dejstva. Da Franka Williamsa že dolgo ni več. S to spremembo bodo nekako vsaj idejno izbrisali tudi Claire Williams iz spomina te znamenite ekipe. In čeprav si moramo priznati, da je letos ekipa Williams presenetila, njihovi rezultati še zdaleč niso takšni, da bi jih lahko postavili ob bok onim, ki smo jih bili deležni v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. James Woods opravlja odlično delo, ampak pot je še dolga. Torej, zakaj je potrebno spremeniti logotip, spremeniti ime? Seveda, izključno zaradi marketinga, zaradi ustvarjanja neke nostalgije, podobno kot vidimo pri mnogih drugih ekipah, na primer McLarenu z njihovimi barvnimi shemami in lahko bi dejali tudi Ferrari. Ali jim to pomaga biti boljši na progi? Absolutno ne. Ampak lahko jim pomaga prodati kakšno majico več, kakšno kapo, ki je prav tako uperjena k tistim nostalgikom, ki živijo v preteklosti in podobno. Gesta, ki je na prvi pogled zanimiva, ampak ki na koncu bolida ne naredi ni hitrejšega in ni počasnejšega. A pojdimo k drugi današnji temi. O tem smo na kanalu pred kratkim že govorili, ampak sedaj je tudi uradno potrjeno. Kot smo lahko zasledili na spletnem portalu Scuderia Fan 1.11. bo Ferrari posodil svoj bolid ekipi Cadillac, da bodo lahko opravili tisto testiranje predhodnih bolidov. To
je potrdil sam Frederik Vasseur in sklepamo lahko, da bo šlo za Chefmichai 23. Pri Ferrariju se bodo odpovedali 2 dnevom testiranja, zato da se bodo lahko pri Cadillacu dobesedno spoznavali s Formulo 1. In treba je povedati, da Frederik Vasseur poleg ostalega je podal tudi zanimivo izjavo. Dejal je, da se je nekaj podobnega zgodilo tudi pred debijem ekipe Haas, ko je Komatsu organiziral nekaj podobnega. In tu mu je prvo začudenje. Namreč ekipa Haas je debitirala v sezoni 2006. Seveda predtem niso bili vezani na nobene omejitve, kar se tiče testiranja. Težava je v tem, da Komatsu je v sezoni 2015 bil še član ekipe Lotus. In seveda tudi Grosjean je bil član te ekipe, Gutierrez je pa seveda delal za Ferrari. In tu mislim, da je kot običajno Frederik Vasseur prej spregovoril, kot pregledal tiste zgodovinske podatke, ki jih imajo v Ferrariju. Namreč Haas svoj VE Pomišljaj 16 je predstavil to razmeroma zgodaj, le da je elemente iz Ferrarija dobil izjemno pozno. Torej, govorimo o gonskem sklopu, govorimo o menjalniku in seveda prednji in zadnji obes. Mogoče sem kaj spregledal, mogoče ima Frederik Vasseur prav, ampak ne bi bilo prvič, ko nam prodaja določene zgodbe. A bolj zanimivo je nekaj drugega. Pri Ferrariju so se odrekli 2 dnevom testiranja tistih prejšnjih bolidov in to pomeni, da njihov mladinski program bo nekako v navednicah prikrajšan. Ali po eni strani to testiranje predhodnih bolidov nima nobenega smisla, zato se zadeve lahko prosto oddajajo Cadillacu ali pa, kot vidimo v primeru ekipe Haas, Toyoti, ali pa tu nekaj ni v redu. Vseeno, menim, da pri Ferrariju tako odkrito pomagati bodočemu nasprotniku ne bi smeli. Že zaradi pravil, ki veljajo v Formuli 1. Namreč, če ne sme biti pretoka informacij, naprimer med ekipo Racing Bulls in Red Bull, zakaj je dovoljeno seveda Cadillacu testirati starejšega Ferrarija, tudi če v sezoni 2026 se začne praktično vse iz nič zaradi spremembe tehničnega pravila. A poglejmo si seveda, kaj sem pripravil za tretjo današnjo temo. 1.11. smo lahko tako na portalu Scuderia Fans kot na Planet F1 zasledili izjemno zanimive govorice. Namreč na dan prihajajo zgodbe, kako pri Ferrariju ne bi želeli podaljšati Lewisu Hamiltonu njegove pogodbe. Torej, videli naj bi ga v rdečem samo še v sezoni 2026. In tu je treba dodati, da v obeh člankih namigujejo tudi na to, da ima Lewis Hamilton opcijo. Seveda pri Scuderii Fans niso tako natančni, medtem ko v Planet F1 eksplicitno poudarjajo, da je Lewis Hamilton ki praktično odloča, ali bo za Ferrarija vodil v sezoni 2027 ali ne. In tu se začnem spraševati, kdo piše članke. Namreč izgleda, da se hoče samo pritegniti naše klike. Če ima res Lewis Hamilton opcijo enostransko s Ferrarijem, ali bo pogodbo podaljšal ali ne, se pri Scuderiji iz Maranella nimajo kaj odločati,
ali bodo s Hamiltonom pogodbe podaljševali ali pa ne. To je v domeni britanskega šampiona in ne direktorjev iz Maranela. Ampak kot ponavadi, treba je ustvariti vzdušje, treba je ustvariti zgodbe in konec koncev treba je ustvariti klike. Tisto, kar Formuli 1 kot športu najbolj škodi. Izmišljevanje, prirejanje in potenciranje nebulov. A poglejmo si, seveda, kaj sem pripravil še za zadnjo današnjo temo. Za konec pa kot običajno, tista rahlo bolj ostranska, lahkotnejša tema. Kot smo lahko prebrali v mnogih virih, sam navajam članek, ki je bil objavljen 3.11. na uradni spletni strani Formule 1, se je Charles Leclerc uradno zaročil. In sam osebno ima obema čestitam iz dna mojega srca. Zanimivo je, da na primer na spletnem portalu motosport.com smo dan kasneje, torej 4.11. lahko zasledili članek, ki nam je razložil sploh, kdo je zaročenka Charlesa Leclerca. Namreč Aleksandra Saint-Villiers nam, navdušencem Formule 1, verjetno ne pove toliko, kot v svetu teh vplivnežev, ker je pomembno izgledati in ne toliko biti. A da ne bo pomoč, nisem zavisten in želim jima vso srečo. Imam pa eno osebno prošnjo. V trajajoči dirki za veliko nagrado São Paula želim, da se bo režiser nekako držal napotkov, ki jih je dal Carlos Sainz mlajši. Med samo dirko želim videti tisto, kar se dogaja na progi. In zaročenke Charlesa Leclerca, čeprav izgleda čudovito, se mi ne ljubi videti vsake 3 ali 4 sekunde. In upam, da na strani mnogih navdušencev, ki spremljamo Formulo 1, je seveda vzdušje podobno. Ne zato, ker je ne bi želel videti, ampak zaradi tega, ker raje spremljam dogajanje na progi. Ampak kot ponavadi, moje videnje in moje mnenje za današnji komentar novic bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.